Lepo pozdravljeni, danes je med nami spet družina Medved in se bomo pogovarjali o odlomku, kako je bil Jezus križan in umrl za nas, da bi nas odrešil. Pa prosimo najprej Svetega Duha, naj Sveti Duh razsvetli naše misli, besede in dejanja. Pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi in prebivaj meni, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi, Sveti Duh, pridi in prebivaj meni, Sveti Duh. Pošli svojega duha in prerojeni bomo. In prenovi boš obličje zemlje. Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Da bomo lahko s čistimi srci prisluhnili Božji besedi, da ne bo v nas ovire, molimo še kesanje. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalim Tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Božja pomoč ostani vedno pri nas In z našimi odsotnimi prijatelji. Pa prisluhnimo zgodbi, kako je Jezus daroval življenje za nas. Jezus na križu. Rimljani so križali samo uporne sužnje in hude zločince. Rimske državljane je zakon varoval pred to kruto smrtjo. Žrtev so pritrdili na prekrižana lesena trama, tako da so skozi stopala in razprostrte roke zabili velike žeblje. Križ so postavili v jamo na tleh in ga dvignili, da je zločinec na njem visel, dokler ni umrl zaradi vročine, žeje, izgube krvi in zadušitve. Tisti dan naj bi križali 3 jetnike in četa vojakov, ki naj bi izvršila smrtno obsodbo, se je lotila dela. Ob 9 so bili 3 križi že dvignjeni. Jezus je visel na srednjem. Vojaki so nato sedli in si med čakanjem na smrt obsojencev krajšali čas s kockanjem. Jezus se je sočutno ozrl nanje. Oče, odpusti jim, je molil, saj ne vedo, kaj delajo. Prišli so tudi judovski voditelji, da bi se mu rogali. Druge si rešil, so zasmehljivo govorili, sam sebe pa ne moreš rešiti. Eden od zločincev na sosednjem križu je hripavo zamrmral. Ali nisi ti Mesija, zakaj nas ne rešiš? Drugi zločinec ga je zavrnil. Utihni, midva si smrt zasluživa, on pa je nedolžen. Nato je Jezusa prosil, spomni se name, ko se vrneš kot kralj. Ne bo ti treba čakati do takrat, mu je zagotovil Jezus. Še danes boš z menoj v raju. Pod križem je stalo tudi nekaj Jezusovih učencev in žena. Poskrbi za mojo mater, je Jezus naročil ljubljenemu učencu Janezu. Janez je prikimal. Zdaj je on tvoj sin, je rekel Jezus svoji materi, ki je bridko jokala pod križem. Opoldne, ko bi moralo biti sonce najmočnejše, je nastala tema. Jezus je 3 ure sam trpel pod težo greha vsega sveta. Ob 3 popoldne je zaklical z jasnim, močnim glasom: Moj Bog, zakaj si me zapustil? Kmalu nato je rekel: Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.
Nato je rekel, dopolnjeno je, in izdihnil. Ko je stotnik, ki je stal Jezusu nasproti, videl, kako je izdihnil, je rekel, resnično, ta je bil Božji sin. Bogati meščan Jožef iz Arimateje je prosil Pilata za dovoljenje, da Jezusa dostojno pokopljejo. Pomagal mu je tudi Nikodem, judovski učitelj, ki je Jezusa obiskal ponoči. Moža sta umila njegovo truplo, ga zavila v čiste povoje in ga položila na kamnito polico v grobu na Jožefovem vrtu. Za njima so prišle tudi nekatere žene, ki so bile na Golgoti, da bi videle, kje ga bosta pokopala. Nato so žalostne in izmučene odšle domov. Ja, to je verjetno ena najhujših, najbolj žalostnih zgodb po Svetem pismu in hkrati najbolj veselih, če bomo brali potem nadaljevanje. Naj vsak pove eno stvar, kaj se ga je v zgodbi najbolj dotaknilo. Ja, visel na križu. Da je tudi visel pač na križu in trpel pod grehi sveta. Da je bil v grobu. Njegovo trpljenje, koliko časa je to trajalo, koliko časa se je matril. Da so ga križali. Ja. Bomo pogledali dve stvari. Ena stvar, kdo vse je bil pod križem in kako so se obnašali v tej zgodbi in kako je kaj je vse Jezus takrat rekel, povedal. Tako. In bomo poskusili sebe najti v teh stvarih. Prva stvar to, križali so koga samo sužnje. To je bila strašna smrt. In apostolov ni bilo razen enega, kjer apostol je bil zraven? Janez. Vsi ostali so se razbežali. A jih je treba obsojati, da so se razbežali? Ne. Ker so bili vsi na tem. Kaj pa, če bodo tudi mene križali? Te smrti se je vsak strašno bal, ker to je bila najbolj kruta smrt. Najbolj kruta smrt. Si predstavljaš, mi smo navajeni, veš, gledamo Jezusa na križu, tako smo kar navajeni, pač vsi na križu. Ampak če pomislimo, če samo date roke gor, samo tako, pa jih 3 ure drži. Ne pa, da si prbit z njimi, ne moreš se premakniti, ne moreš vdihati, ne moreš ničesar. Ne? In kdo je bil potem še pod križem? Marija. Prosim? Marija je bila pod križem. Kaj je Jezus, pa zraven Marije je bil še eden? Ja, Janez. Janez, tako. In poglej, v takem trpljenju, če je tebi hudo, na kaj misliš? Ali pa če meni hudo? Samo na to, kako jaz trpim, a je tako? Jezus pa takrat ni mislil na se, kako trpi, ampak je mislil na Marijo, na svojo mamico in na Janeza. In kaj ima je rekel? Marija je rekel, lej. To je tvoj sin in Janez pač ti skrbi za njo, ona je tvoja mater. Tako, še takrat je poskrbel, je za svojo mamico poskrbel in za učence je poskrbel, da bomo vsi imeli mamico. Tako, kako je to, da ne mislim na se, ampak mislim na drugega tudi v takem silnem trpljenju. Kaj so spodaj eni delali na tem, ko Jezus visel na križu? Kockali so se, igrali so se. Ko gledam druga, kako trpi, kaj delam takrat? A se zabavam, a se igram, a prvoščam? Ali saj pogledam, lej, imam kaj sočutja do človeka. Oni so, lej, ne bila njihova služba, človeka mučati, ubiti, potem smo se pa igrali, zapravljali čas. Mi bi vzeli 4 vrsto, pa se igrali med tem. Si predstavljaš to? Ne? Zakaj mislite, da so se kar kockali spodaj? Ja, da bi čim prej izvršili ukaz, da jim ne bi bilo več dolg čas, da bi pač dobil plača in bi se šli še naprej zabavati. Ni bila to navadna služba, ne? Njegova dolžnost. In če so se kockali, so malo pozabili na to, kaj so pravzaprav naredili, hude stvari, ki so jih mogli narediti. Ne? In kaj Jezus, ki jih je gledal, rekel? Oče, odpustim. Saj ne vedo, kaj delajo, ne? Kaj bi pa mi rekli? Kaj druga, ne? Marsikaj druga bi rekli, ali pa sploh nič ne bi rekli, ne? Bi rekli, kako more kockati, jaz tukaj trpim, on se pa kocka spodaj. Ampak Jezus je tudi na njih mislil. Rekel, blej, se sploh ne vejo, kaj delajo, da je oče odpusti. Za njihove duše je molil, očeta je prosil, da jim oče odpusti. Zdaj pa poskusi se spomniti eno stvar, kot je nekdo nekaj hudega naredil.
Kaj si je takrat v mislih? Bog odpusti mu, kaj je naredil, ali kako je on nesramen, kaj mi je naredil? Naj mu knjiga padne na glavo. Ja, a ne? Veš, kje smo mi in kje je Jezus? Tako, potem je pa kdo še spodaj, še en stotnik je umiral. Kje je Jezus umrl, je kaj stotnik rekel? Resnično? On je Božji sin. On je Božji sin. Lej pa je bil rimski vojak, ni bil Jud, ni veroval, ni čakal Mesija. Ampak ko je videl, kako je Jezus umrl, je priznal. Lej, a znam priznati, ko nekaj spoznam, sem se motil in da pa je priznam, poglej, motil sem se. Tako pa je resnica. Priznati resnico. Ne, in imeti odprto srce in oči za resnico. A zdaj pa mogoče se še kdo kakšnih besed spomni, kaj še je Jezus rekel, ki je bil še na križu, ki je bil še živ. Izpolnjeno je. To je rekel čisto nazadnje, ne dopolnjeno. Vse sem naredil, kar je Bog rekel. Kdaj vi rečete, dopolnjeno je? Takrat, ko končaš šolo. Ko končaš šolo, ko končaš nalogo, ne? Ja. Mamica verjetno, ko je rodila, ki je otrok prišel na svet, tega dopolnjeno je konc trpljenja, ne? Življenje je prišlo na svet, ste rekli, tako dopolnjeno je. Kdaj vi rečete, dopolnjeno je? Je zvečer. Večer. Konc dneva sem naredil, ne? Končalo se je, smo končali. Vi pa nalogo, pa vrtec, pa tako, ne? Pa ko se saš, Prosim? ali pa ko se saš. Ko se saš stanovanje, ne? Zdaj pa dopolnjeno, zdaj pa fertik, zdaj pa dopolnjeno, tako. In Jezus je vedel, zdaj sem vse naredil, kar mi je oče naročil. V Bogu sem očeta, končano je, dopolnjeno je. Predtem je pa še nekaj rekel. Oče, zakaj si me zapustil? Tako. Edina stvar, ki je Jezus pojamral, na križu samo za 2 stvari pojamra. Sploh ne jamra, ne zaradi bolečin, ne zaradi strašnega trpljenja, ne za nič, ampak moj Bog, zakaj si me zapustil? Čutil se je osamljenega. To, da sem sam, je najhujše trpljenje. Če imam občutek, da so me vsi zapustili. Se mi je še kdaj zgodil, sem imel občutek, tisk sem ga imel tako rad, me ne mara več. Otroci, kdaj ti je huj? A če ti mami eno prmaže, ko delaš neumnosti, a če s tabo noče govoriti? Če noče z mano govoriti. To je veliko hujša kazen, ne? Veliko hujša kazen, ker imaš občutek, da si osamljen. To, ne? In Jezus je to občutil. Kot ljudje občutimo trpljenje, je on vse dopolnjuje. Tudi ta občutek osamljenosti, čeprav je točno vedel, da ga oče ni zapustil. Ampak pride ta občutek, ne? Še oče me je zapustil. Sam sem ostal. Ne? In še enkrat je rekel, za eno stvar je pojamral, žejen sem, pa smo dali piti, pa ni bil. Če se je bil žejen? V ljubezni. Naše ljubezni, ja. Žen je bil naše ljubezni. In potem se med vsemi temi ljudmi pa našel en zelo dober človek. Kaj je ponudil Jezusu? Sploh nismo pričakovali od njega, da bo ta človek to naredil. In Jožef iz Arimateje. Ja, da ga pokopil. Ja, svoj grob je odstopil. Je bil farizej. Vedno rečemo, kakšni so bili farizeji, pa sebični, pa so Jezusa dali križati, pa tako ne. Male med vsemi ljudmi, nikoli ne smejo obsojati, se najdejo vedno tudi dobri. In on je imel nov grob, ki še noben noter ni ležal in je rekel, le tukaj blizu je. Jaz vam bom odstopil grob. Kaj so drugače naredili z ljudmi, ki so bili križani, ki so umrli? Kaj so z njimi naredili? Pustil vseh tem, da tam gor, da jih jastrobi pa ptice pojejo, da struhnijo. In ko so sneli, so jih kam vrgli? Danes bi rekli na deponijo, ne? Med smeti so jih vrgli, da so jih tam živeli do konca pojedle, ne pa uničile. In Jožef pa rekel, ne, to se ne sme zgoditi. In je svoj grob odstopil, da so ga mazilali, prinesel mazila povoje in so ga položili v grob. Ne? Tudi to je delo usmiljenja, da mrtvega pokopljam, da ima zadnji počitek. Tako. Čeprav niso verjeli, da bo Jezus ostal od mrtvih. Ne? A Jezus povedal, da bo ostal od mrtvih? Je. Ampak to je bilo tako nemogoče, da niso mogli verjeti. A je bil kdo od vas v nedeljo pri maši? Kaj smo brali tiro zgodbo? Kaj že? Lazar. Tiha nedelja, Lazar. Ja. Jezus je vnaprej obudil od mrtvih. Lazar je obudil od mrtvih. Ne? A se mogoče spomnite še koga je tudi obudil od mrtvih? Ja, še Ja, Jajrovo hči. Pa še unga, ki so ga nesli na nosilih enega fanta. Bravo. Dečka iz Najme, bravo, mladeniča iz Najme. 3 so upisani, verjetno jih je še več obudil od mrtvih, ampak 3 so upisani v Svetem pismu, da bi vnaprej vedel, poglej, jaz je rekel, jaz sem ustajanje in življenje. Jaz bom živel, ne se bat smrti. Jaz sem prišel, da vas rečem smrti. Ne se bat,
Nikoli se ne bat, ne? Ampak kljub temu težko verjamemo. A vam tudi kdaj starši kaj rečejo, pa 100-krat je povedala mami, pa še ne verjameš, se kdaj to zgodi? Se ne? Kdaj recimo se zgodi? Copati. Prosim? Copati. A ja, da se šprahljali, če boš bos letal, a ne? Pa 100-krat, to je mečkana stvar, ampak vendar pri mehkih stvarih se začne, a ne? Copati obujk se šprahljadu, pa se prehladiš, pa naslednjič spet ne verjamaš, a ne? Da smeš. Pa ne letati po dežju, ko se boš prehladil, pa še kaj druga tudi, ne? Uči se sprot, ko ti v pol časa zmanjkal. A rečejo, pa še ne verjamemo, ne? In kot tudi Jezusu niso verjeli. Ampak kaj je bilo, pa potem v naslednji zgodbi, ki se je vseeno tako zgodilo. Prav. Zdaj pa zapojemo. Jezus sprašuje, kje smo ljudmi, ko so ga križali, kje smo zdaj, ko umirajo naši bratje, so v stiski, pa ne vidimo. Kje si bil, ko so križali Boga? Kje si bil, ko so križali Boga? Klical, da je na glas zamanje iskal tvoj obraz. Kje si bil, ko so križali Boga? Kje si bil, ko je umiral Božji sin? Kje si bil, ko je umiral Božji sin? Klical, da je na glas zamanje iskal tvoj obraz. Kje si bil, ko je umiral Božji sin? Kje si zdaj, ko spet kličete tvoj brat? Kje si zdaj, ko spet kličete tvoj brat? Tukaj sem, moj Gospod, in žal mi je, žal sem zaplul. Tukaj sem spet pri tebi, moj Gospod. Pa bomo zdaj Jezusa prosili, da bi znali v teh dneh, ko bo zdaj veliki teden, stati pod križem, da bomo znali biti spodaj in gledati in pomagati, potolažiti tistega, ki trpi, če bomo videli okrog sebe, da je kdo žalosten. In prosimo angele varuhe, pa naše krstne zavetnike, naj nas varujejo, naj nam pomagajo, da bomo sočutni do tistih, ki umirajo, do tistih, ki trpijo in predvsem, da bomo hvaležni Jezusu, da je umrl in ostal od mrtvih, da bomo mi lahko večno živeli. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod nas blagoslovi, nas varuj vsega hudega in nas privedi v večno življenje. Amen.